Sem Helena in se zdravim za rakom na dojki. Ob srečanju z boleznijo sem si zastavila 3 vprašanja, ki jih bom delila z vami. Prvo je zakaj? Zakaj ravno jaz? Zdravo sem živela, ne spadam niti v eno skupino ogroženih žensk z rakom na dojki, pa vendarle sem bolna. Jezus mi je na srce položil drugačno vprašanje. Zakaj pa ne? V čem sem tako posebna, da ne morem zboleti? Le človek sem in moje telo je minljivo. Če krivimo Boga za to, kar prestajamo, smo v zmoti. Sveto pismo v resnici govori ravno nasprotno. Jezus je s svojim trpljenjem na križu trpel tudi za naše bolezni. V Izaiji 53:5 beremo: Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Seveda Bog želi, da smo zdravi, ampak dopušča bolezni, ker pač živimo v grešnem, okuženem svetu. Navzoče je zlo, svet je poln slabega in bolezni so posledica vsega tega. Drugo vprašanje je kako? Kako bomo zdravela? V 2. Mojzesovi knjigi 15:26 nam Bog govori: Kajti jaz, Gospod, sem tvoj zdravnik. Ne bomo zdravela zaradi odločitve za uradno ali alternativno zdravljenje, čeprav sem hvaležna za ljudi v obeh strokah, Gospod jim daje modrosti. Vsako zdravljenje na tem svetu je le začasno. Pozdravi me lahko le najboljši zdravnik, naš Oče. V Efežanom 2:8 beremo: Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar ne iz svoje moči, ampak je to Božji dar. In tretje vprašanje: kaj pa, če ne bomo zdravljena? V pismu Filipljanom 1 v 20. vrstici imamo spodbudo: Željno pričakujem in se nadejam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus kakor zmeraj, tudi zdaj v vsej polnosti poveličan v mojem telesu, bodisi življenjem, bodisi smrtjo. Bog ne izbira, koga bo ozdravil. On ozdravlja vse, le ljudje žal tega ne vidimo tako. Sprejela bom, kar še pride. Bog bo preko mene, bodisi življenjem, bodisi smrtjo, vedno poveličan v mojem telesu. In tudi, če ne bomo zdravljeni na tem svetu, bomo v večnosti. To je njegova obljuba. In ker je Bog moj Oče, verjamem, da bo dobro poskrbel za svojo hčerko. V današnjem evangelskem odlomku Lazar in Bogatin umreta, in ko Bogatin toži Abrahamu, kako trpi v plamenu, mu ta reče: Sin, spomni se, da si v življenju dobil vse dobro, Lazar pa hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Pred kratkim sem prijateljici, ki že drugič pričakuje dvojčke in se z možem zavedata, da bo to za njiju težko obdobje, napisala, da bova obe šli skozi preizkušnjo, ampak ona bo v pogledu nazaj imela 5 otrok, meni pa ne bo ostalo nič. No, upam, da bom zdrava. Pa mi je Jezus kmalu položil na srce: Ne, Helena, nič ne bo oprijemljivega, nič vidnega, a sadovi bodo. Gospod gleda na srce, njemu ni pomembna ta moja krasna lasulja, ampak to, kar je v srcu. Zato, dragi bolniki, bodite pogumni. Zavedajte se, da se Bog poveličuje v vašem telesu. Če imate Jezusa, imate vse. Ničesar vam ne morejo vzeti. To je pomembno in s tem pojdite skozi postni čas, kajti Bog nam bo nekoč podaril nova telesa, večno zdravje in večno življenje.